Za nogometaši Domžal je izjemno zahteven prvi delovni dan priprav v turški Antaliji. Varovanci Luke Elznarja so na zelo dobro pripravljenem igrišču v mestu Lara opravili 2 treninga. S polno paro je zahteve trenerja upravljalo 25 nogometašev. Slobodan Vuk in Juninho sta zaradi okrevanja po poškodbi vadila po posebnem programu, Zenih Usmani, ki ima težave s kolenom, in Antonijo Mance, ki ima bolečine v hrbtu, pa sta vzdrževala moč v hotelskem fitnesu. Imeli smo nedeljo prosto, ponedeljek na nek način prosto, ampak je bil ta ponedeljek kar naporen. 2 leta, sigurno 12 ur potovanja je pustilo posledice za nas, ampak nekako smo držali. Trenerji so takoj začeli s treningi na polno, da se v bistvu malo zbudimo, mogoče. Malce bolj zadovoljni, ker smo hitreje štartali. Nismo potrebovali tisti uvod, da se prilagodimo na razmere, ampak je bilo že danes dopoldne dosti aktivno, sedaj pa z igro in s posestjo, katero smo delali na treningu. Mislim, da po uvodnih minutah je kar dobro steklo, ko je začelo malo bolj ostro nekako funkcionirati igra, ko so bili dvoboji malce močnejši, se je videlo, da je dinamika povsem drugačna in zaradi tega sem zadovoljen. Dvakratni prvaki so se danes znašli na spletnih portalih vseh največjih evropskih športnih medijev. Francoski L'Equipe je prvi opazil, da v Domžalah s pomočjo družbenega omrežja LinkedIn iščejo desnega bočnega branilca. Mi smo planirani odhod Nejca, Skubica. Mislili smo ga, dolgo časa smo pregledovali slovenski trg, se tudi odločili za igralca, ki je ustrezal popolnoma našim kriterijem, ampak žal v zadnjem momentu je potem podpisal v tujini, na Poljskem, in smo bili primorni najti neko drugo rešitev. Je bila pa ta rešitev zelo zahtevna in ker smo potrebovali to v zelo kratkem času rešiti, sem potem dobil idejo, že glede na to, da imam jaz osebno neko mrežo že tujih agentov, rekel, da je mogoče to ena izmed opcij, katero lahko probamo, in iskreno nisem veliko upov polagal v to, ampak sem v 3 dneh dobil veliko materijala in eden izmed teh je bil Alvaro, katerega smo potem po dobrem pregledu tudi povabili na preizkus, in se je pokazalo, da popolnoma ustreza našim kriterijem in da nam lahko za nek določen čas pokrije to pozicijo, in mislim, da je lahko zelo kvalitetno. Vsi se bojo pa prepričali o njegovi kvaliteti in o tem, ali je bila prava poteza v samem poteku prvenstva. Novico so med drugim hitro povzeli italijanska La Gazzetta dello Sport, španska Marca in tudi angleški BBC. Po njihovem mnenju se je prvič v poklicnem nogometu zgodilo, da je bil takšen način iskanja okrepitev uspešen. Really, I didn't expect all this interesting. No, just was a peculiar way to the way that happens, no, the thing. But really, I don't really know LinkedIn. I really don't use LinkedIn at all. Just with an agent that contacted me. I spoke with him, and after that, everything was fine. And I'm here. I didn't expect this. Even didn't need to score goals or play matches. I'm already in the media. That's good. Also, I don't give too much importance to this kind of things. Just I'm happy because I'm training every day, because the thing is getting ready for the competition, and that's all. Nekdanji član Reala Betisa, Espanjola, ciprskega Anortosisa in madžarskega Videotona je z rumenimi podpisal 1,5 leta dolgo pogodbo. Moram reči, da je bilo velika večina mailov, ki smo jih dobili nazaj, z pravo vsebino. Morda nekateri, ki niso ustrezali kriterijem, mogoče bolj športnim kriterijem kot pa kaj drugega, ampak večino je bilo kar interesantnih zadev in moram reči, da za nas, ki imamo mini celico skautinga in ki nimamo dostop do tujih trgov tako enostavno, je to eden izmed virov pridobivanja informacij, ampak to je mogoče tista prva stopnja, na kateri dobiš neko informacijo in potem s to moraš
s to informacijo moraš delati in jo preveriti in si ogledati video material in na koncu tudi na igrišču dobiti potrditev. Mi seveda samo na podlagi maila ne bi nikoli podpisovali nobenega, imamo pa Wisecout sistem, ki nam omogoča pogled vse tekme, vseh igralcev po svetu in potem si naredimo že eno prvo oceno, ampak moramo biti inovativni, če hočemo na tujem trgu dobiti nekaj kvalitete, ker na domačem trgu je to zelo težko. Mi smo imeli ogledanih vsaj 5 slovenskih igralcev, ki so potem odšli v druge klube, so šli v Maribor, so šli v tujino in enostavno smo ostali brez njih. Ko pa ostaneš brez teh, mi se ne moramo privoščiti, da plačujemo odškodnine in je tista kvaliteta na slovenskem trgu zelo, zelo težko dosegljiva za nas, kajti iščemo igralce brez pogodbe. Drugi segment je pa tisto, da delamo z našimi mladimi, ampak na tej specifični poziciji je naslednji, ki je lahko potencialni, Matija Rom, ki je pa letnik 98 in v tem momentu čaka ga še veliko dela, da bo lahko zapolnil nek prostor v prvi 11-terici v ekipi, ki se bori za Evropo. Brači bo skupaj s soigralci tudi v naslednjih 3 dneh vadil v ritmu 2 treningov na dan. Ja, na nek način smo že navajeni tega ritma, že ko smo doma v Domžalah tako trenirali, si pa seveda vsi želimo in komaj čakamo tekmo, kjer najbolj uživamo. Prvi pripravljalni tekmi bosta na sporedu v petek in soboto. Rumeni se bodo najprej pomerili z gruzijsko Čikuro, potem pa še z metalistom iz Harkova, ki je vskočil na mesto metalurga iz Zaporožja, ki ni pripotoval na priprave v Antalijo.